Živimo na sončni strani Gur, to se pravi, če kdo gre čez Ljubelj, mimo Humperga, tista sončna hribovja na levi strani, tam smo doma. To je regija, kjer so recimo pred 1000 leti prav gotovo vsi govorili slovensko, danes pa smo dejansko skoraj da lahko rečemo na izginjanju. Vinko Vizer je obiskoval ljudsko šolo v Kotmari vasi, maturiral je na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Na Dunaju je študiral psihologijo in sociologijo ter bil aktiven član Kluba slovenskih študentov, ki je bil v burnih 70. letih 20. stoletja protagonist solidarnostnega gibanja za pravice koroških Slovencev. Študentje so na vaseh pod vodstvom profesorja Vladimirja Klemenčiča raziskovali odvisnost jezika od socialnega položaja. Deloval je v zaostrenih narodno-političnih razmerah, ko sta se med koroškimi Slovenci širila resignacija in kulturni molk. Bil je del družbe, ki se ni obremenjevala s preteklostjo in je odgovor na politične represalije našla v aktivnem vključevanju v kulturno delo. Vinko Vizer se je z Dunaja vrnil v domačo Kotmaro vas. Najprej se je zaposlil kot urednik pri tedniku Slovenski vestnik, nato pa je do upokojitve deloval kot produktni menedžer in odgovorni za marketing v raznih koroških podjetjih. Vinko Vizer je od leta 2005 v Kotmari vasi predsednik Slovenskega prosvetnega društva, v katerem je dotlej prevladovalo kulturno udejstvovanje na pevskem področju. Tudi sam desetletja poje v domačem pevskem zboru Gorjanci, ki deluje že 140 let. Delovanje društva je razširil z redno kulturno vzgojo mladih, na primer z otroškimi jezikovnimi in gledališkimi delavnicami, iz katerih so nastale gledališke skupine. Društvo je organiziralo izobraževalne večere, ki so se jih udeleževali tako slovensko kot tudi nemško govoreči občani. Danes je društvo Gorjanci vzoren primer prizadevanj, kako lahko koroški Slovenci v sodelovanju z narodom sosedom prepoznavajo dobre možnosti za izražanje teženj po uveljavljanju enakovrednosti in enakopravnosti slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem. Pomembno področje pa je tudi ohranjanje ledinskih in hišnih imen, ki so prebivalstvu na podeželju služila kot orientacijska sredstva in so se ohranjala z ustnim izročilom. Začetki zbiranja imen segajo v Kotmaro vas, kjer je upokojeni gradbenik Jozi Pak dolga leta imena zbiral sam. Drugi in odločilni korak pa je Vinko Vizer naredil, ko je poskrbel, da so zbrani podatki išli v tiskani in elektronski obliki. Na pobudo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu je projekt leta 2009 kandidiral za vpis na avstrijski seznam nesnovne kulturne dediščine pri UNESCO in bil nanj tudi dodan. Vinko Vizer je vložil veliko truda v to, da je kulturne strukture Slovencev na Koroškem prepričal, da je ta tema vredna velike pozornosti in da jo je treba z digitalizacijo približati tudi mladim. Na pobudo Vinka Vizerja se je zbiranje imen razširilo v obliki medregionalnega raziskovalnega projekta FluLed s finančno pomočjo Evropske unije. Nastal je kulturni portal slovenskih ledinskih in hišnih imen, ki povezuje Koroško in Gorenjsko. Pri razvoju metodologije je sodeloval tudi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Vinko Vizer je že od samega začetka odgovorni urednik celotnega projekta. Ledinska in hišna imena je oblikovalo navadno ljudstvo. Pravim, da je to ljudska geografija, saj so ljudje pred stoletji vsakem travniku, njivi, hribu in dolini dali ime, da so se lahko orientirali. Zato jaz imenujem to danes tudi kot GPS kmetov.
saj so ga v taki prefinjeni obliki izdelovali, da je imela dolina, naprimer, ki ni bila daljša kot 1 kilometer, kar 3 imena lahko. S tem so oni razlikovali, to je zvrhnji del, ja, to je Dolč, ta srednji del je bil Dolc, ta spodnji del pa mora Dur. Danes pa so ta imena, če jih zajameš, bolj ogledalo zgodovine, ki nam prikaže, kako je človek živel, kaj ga je obdajalo, s kakimi težavami se je moral spoprijemati, kakšne rastline so morda rastle, ki danes ne rastejo več, kakšno drevje je bilo, ki so ga vmes že posekali, ne. Tako da marsikaj, kar danes beseda izraža, sploh ne drži več. In ravno zaradi tega je poznavanje teh imen zelo velikega pomena za vsakega človeka, ki se zanima za zgodovino. Za nas na Koroškem je pa verjetno to še bolj pomembno in to je eden vzrokov, zakaj sem se, tako rekoč po domače rečeno, vrgel na tole temo, da s tem dokazujemo, kako so govorili ljudje v preteklosti. Poglejte, pridem bolj iz skromnih razmer. Oče je bil zidar, mama je bila stalno doma in sta me učila, ti to, kar sam ustvariš, imaš. Naučil sem se pa tudi, da je treba gledati svet, ja, iz stališča od spodaj. Od enostavno nižjih socialnih slojev. In zato mi je zelo blizu to, kar je ljudstvo ustvarilo. To je tako pri ljudskem petju, ki ga imamo, ker so enostavno lepe melodije, ki se jih splača ohranjevati. Ja. Na drugi strani pa tudi, da ljudem pokažeš, da tale imena, ki jih danes marsikdo ne razume, prav posebno pa tisti, ki se je ponemčil oziroma ki zna samo nemško, predstaviti, da jih bo razumel tudi narod sosed in s tem dobil respekt in en kulturen odnos do ene strukture, ki je dolgo živela, zaradi agrarizacije, ki je pa zdaj enostavno posod prisotna, pa zgubila na pomenu, ni pa nepomembna. In to skušam ohraniti in mi je ena srčna zadeva.